Speaking of izobraževalni sistem, kako so se šole razlikovale ko si tranzirala iz prvega razreda japonske osnovne šole v drugi razred slovenske osnovne šole, kako so te potem, kako je sploh potekal sistem? Sem začela prvi razred osnovne šole v septembru v Sloveniji, Wow, pa aprila šla na Japonsko, kjer sem začela prvi razred, ker tam se začne aprila šola, ne septembra. Res? Prvič, dvakrat si bila prvi razred. Ja, tako da sem, septembra sem prišla v osnovno šolo, sem komi probala narediti prijatelje in and then I get dragged to Japan in pa sem tam awkward. Tam je full bolj, kako se reče, mislim, da je bolj ne obredno, ampak je sistem, ki je bolj... Ne tradicija, je bolj tako... Najbolj sistematično, kako se poteka. Je bolj sistematično, ampak je ta sistematična učenje narejeno na tak obredni način, da hočem reči, da jih učiš basic manere v neki mislim, da je na Japonskem bolj ta močnejša ta ideja skupnosti, individualnosti. Konfucionizem, ja. Kar je po eni strani je ful je cool, ker se naučiš normalno pogovarjati z drugimi ljudmi, ampak zato, ker so toliko ekstremni, kakšne stvari je zelo zadušujoče. Zares hočejo pušati ta sistem kolektivnosti. Seveda se s tem so oni najmočnejši. Mislim, da je to zaradi tega, ker je pač na takem ozemlju, ker je veliko teh naravnih... Ne, teh potresov in cunamijev. In ker je toliko takih ekstremnih nesreč, teh naravnih, da moraš ta kolektivno se nekako zrihtati, zato da preživiš vse te ekstremne podnebne spremembe. Vem pa, da je tudi ena teorija, pač način pridelave hrane. Vem, da je tudi to ena teorija. Sicer je za Kitajsko bilo to bolj rečeno, ampak Japonska, na primer, isto, pač je, da tako rabiš veliko sodelovanja med ljudmi, da lahko potem pač imaš ta riževa polja specifično, ker je zelo težko skrbeti za to. Čeprav to je povsod po svetu. V Sloveniji imamo tudi njive, kjer so mogli sodelovati, da so pobrali krompir. Mislim, da je malo, sej zaradi okoli tega so se skupnosti. Vasi so se ustvarjali. Moral bi še enkrat prebrati poglavje te knjige, da bi se spomnil detajlov. Tudi stavlje tega, pa Grčija, kak je spostavila, da smo knjiga je že bila to. Ne, vem. Čeprav mislim, se bo spomnila. Mislim, da ta kolektivna pa ta skupnost, te stvari, mislim, da je to bolj tako nekaj, kar so se ljudje začeli organizirati. Mislim, da ta individualizem prišel z kapitalizmom, I think, da je bolj to ojačil. No, for sure. Individualizem je prišel z drugo svetovno vojno in Amerika, kada je zmagala in potem baby boom. In je bilo preveč ljudi naenkrat in so se začeli pač iti v druga mesta in so se hoteli pokazati in so se začeli sekirati za stvari okoli sveta. Preveč je bilo novic pa tega, tako da individualizem je po mojem, da je ful dejavnikov. Drugih dejavnikov. Konfucij je tudi že zelo star človek. Ja, ampak hočem reči, da Japonska je zelo zanimiva, ker je ta ekstremen kapitalizem, ampak je tudi ekstremna ta tradicija in ta social kolektivizem. Tako da je zelo zanimiv primer, kjer se zgodi ta workaholic. Karoshi, kjer umreš od... Karoshi. Moja intonacija je čist napačna, sem pripričan. It's okay.